Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Dragi sledilci, poslušalci in gledalci Fajn podcasta, spet smo z vami, spet vas inspiriramo z življenjskimi zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu in uresničujejo sami sebe skozi svoje poslanstvo. In danes je z menoj izjemni Kristjan Crnica, pevec skupine Kabum, nasplošno glasbeni ustvarjalec, tekstopisec in učitelj v zasebni šoli Lila. Kristjan, pozdravljen. Hej, čau. Upam, da sem naštela vse tvoje nazive, čeprav nisem. In fotograf, tudi s fotografijo se ukvarjaš. Poudarek na vseh teh nazivih pa je predvsem v tem, da nekako slediš svoji ustvarjalnosti, kar je danes v bistvu kar v tem nekem svetu, čeprav vse malo spreminja, ampak se mi zdi, da smo še vedno v svetu nekih okvirov, striktnih šablon, služb in tako naprej. Kristjan, odkot jajca za to, da slediš svojim ustvarjalnostim? Ja, veš kaj, jaz sem že načeloma ful upornik v življenju, ne. Ful se rad uprem stvarim, za katere v bistvu čutim, da ne bojo okej. Oziroma, a veš, včasih imam občutek, da sem malo predrzen. In da moram biti predrzen, kar ne pomeni, da sem nespoštljiv, pa nesramen ali kakorkoli, ampak da če hočeš iti po svoji poti, moraš v bistvu res iti po svoji poti. Bolj ni v bistvu umika od tega, da bi še malo delal tako, kot so pričakovanja drugih, ampak dejansko moraš iti po svoji poti. Ne? Ampak zato najbrž vseeno rabiš nek drive, ne? Ker dosti ljudi bi šlo po svoji poti, ne? Ampak nekako nikoli ne dosežejo tiste točke odriva. Ne? Ti pa si pri 19-ih kar spakiral kufre pa v London. Ja, pač zgodba za tem, zakaj sem jaz spakiral pa šel v London, je bila v bistvu to, da sem jaz doma povedal, da sem gej in pač moji starši so to malo težje sprejeli. Tako da potem sem jaz v bistvu ugotovil, da jaz rabim nek prostor, kjer bom dejansko lahko sprejel ta del sebe, ker tudi meni osebno ni bilo to enostavno sprejeti, ne? Ker pač, pol se sprašuješ, in kaj bo pol z družino, ali boš ti imel sploh družino, kako te bojo drugi videli. To je cela naložba nekih tesnob, In pol sem se odločil, da grem in pol sem res dejansko v Londonu spoznal tisti prostor, kjer sem dejansko lahko ustvarjal in delal točno to, kar sem želel, brez da bi bil omejen. V bistvu ravno nasprotno je bilo pohvaljeno to, da izhajaš iz sebe in da deluješ v sebe. Tako da, pol sem se tudi tam izobraževal, hodil sem na ene seminarje, ki so bili tako povezani s psihologijo. Našel sem si službe zelo hitro, ker pač sem komunikativen in itak tam skozi rabijo nek job. Tako da sem delal in mi je bilo precej lepo. V bistvu si se na nek način vrgal v morje in plaval, da tako rečemo, ampak kot praviš, zelo hitro si se naučil plavati zaradi tega, ker si imel podporno okolje, ne, ki ga mogoče doma nisi mogel dobiti. Ampak me vseeno zanima, ker najbrž te ni vse čakalo tam, oziroma kako si ti sploh prišel do tega načrta, kako si sploh splaniral London, kdo te je tam čakal, oziroma kaj si tam imel, da si sploh naredil ta premik, ne? Veš, kaj je bilo? Jaz sem bil povabljen na en seminar in sem se v resnici kar malo, nisem želel v resnici iti, zato ker sem vedel, da me čaka neka osebna rast, na katero sem mislil, da nisem pripravljen. Ampak potem, ko sem šel, je bilo precej dobro. Spoznal sem ogromno nekih takih osnovnih stvari o sebi, pa o človeštvu, pa o človeku samem. In tam sem res dobil te izkušnje, da ko deluješ iz sebe in v resnici vedno poveš to, kar si misliš, poveš to, kar si želiš, narediš to, kar si želiš, da se potem v bistvu tvoj svet začne širiti na tak način, da dejansko so ti stvari v dosegu. Torej, skozi majhne izkušnje sem spoznaval, da lahko imam to, kar si želim. Zdaj, jaz nočem, da to zdaj mi Slovenci dojamemo kot nekaj slabega, ampak res imamo omejitve. V Sloveniji imamo velike omejitve o tem, da moraš noro garati za to, da pač nekaj imaš.
Potem imamo tudi to, da nikoli ne bomo dovolj dobri. To je ful močno področje tako slovensko, ker smo neka taka manjšina, manjša država, pa smo vedno rabili, delovati z tega, da smo dobri. Zato imamo tudi ogromno dobrih športnikov in tega, ker res pač tekmujemo, ne? Res tekmujemo. Takrat sem malo spustil, ker sem videl, da v bistvu ni toliko pomembno, ne? Da ni toliko pomembno, če bom dovolj dober za nekoga, ampak da se jaz dovolj mirno počutim zase. To mi je takrat, dal ta London. In ja, jaz sem se precej sprostil, ogromno stvari sem raziskoval, predvsem umetnosti, ker tam je paleta možnosti za ustvarjanje, ogromno nekih lepih momentov se mi je zgodilo v Londonu in to je bil pač ta način, da sem se jaz tudi osamosvojil v tem področju, oziroma na tem področju. Da sem dejansko začel bolj zaupati sebi. No, ravno to se mi zdi pomembno, da spoznaš samega sebe in da se sprejmeš. Ker v bistvu, če se vrnemo mogoče nazaj v tisti moment, če se ga lahko spomniš, ko si ti ugotovil, da so ti v bistvu všeč fantje, to je verjetno tak kar mogoče en taki, ne vem sploh kakšen je ta moment, no, spoznaš pa, da si drugačen od večine. In kako se soočiš v bistvu s tem trenutkom, ne? Jaz bom zdaj povedal čisto iskreno, kaj se je dogajalo. Jaz sem od nekdaj v resnici vizualno preferiral moško postavo, moške kot objekt, kot človeka. Veliko bolje sem se počutil v moški družbi, tako v smislu, tudi zaljubil sem se v moške v resnici, v fante in svoje sovrstnike in pač sošolce in tako to. To mi je bilo v bistvu zelo naravno. Jaz tega nisem v bistvu niti videl, kot otrok niti tega ne vidiš, da je to, kar je narobe s tem. Tako da jaz sem v bistvu že kar nekaj časa v resnici vedel, da imam to bližino do moških, ki je romantična bližina vzpostavljena. Kar pa je seveda pač sem probal zanikati, ne, zato ker pač to ni normalno, jaz kot otrok, ko sem začel spoznavati svoje telo, ko si v adolescenci, ko te zanima svoje telo, ko ti seksualnost postane bolj blizu. Takrat se je začelo v bistvu to, da sem jaz že vedel, da si želim pač izkušnje z moškim in o tem sem razmišljal več kot pač o izkušnjah z žensko. Je pa bilo tako, da pač nisem želel tega dejansko narediti, zaradi tega, ker me je bilo toliko strah tega, ne. Ker pač tako kot je bilo v tem okvirju meni rečeno, da to pač ni normalno, ne, in da je to narobe in da je to celo greh, ne. Tako da tega si seveda noben človek ne želi, ne. In pač tega tudi nisem naredil v resnici, ne. Pol sem imel tudi punco, ki sem imel zelo rad, je bila zelo prijetna punca, zelo podporna, koliko se jaz spomnim, tudi njena družina. In jaz sem pač to vedel. In dejansko sem prišel do momenta, ko sem spoznal enega fanta, ki mi je pač v bistvu, ki je bil odkrit do tega, da je gej, in to je bilo zelo nekaj tako posebnega. Ampak je bil sprejet v družbi. In pol mi je bilo to, on je gej, pa dejansko njega imajo radi. Pa mi je bilo tako noro. In to je bila v bistvu zame prva točka, ko sem jaz rekel, da mogoče pa bi kdaj vseeno sam sebi priznal, pa šel po tej poti. Ampak itak to je bilo, to je malo trajalo, pol pa seveda se je vse to malo zgubil, vmes sem bil vseeno s to punco. In potem pač nekega dne se je zgodilo to, da sem jaz doživel neko katarzo in sem ugotovil v bistvu, da me je začelo dušiti in stiskati in nisem se počutil v redu. Začel sem doživljati panične napade, take tesnobe, ki je nisem bil vajen, zato ker jaz sem drugače v življenju zelo hitro najdem veselje do življenja, hitro najdem stvari, ki so mi lepe, to lepoto. In to je bilo zame zelo težko obdobje, zaradi tega, ker v bistvu nisem imel več volje do življenja, niti smisla. Takrat sem tudi razmišljal o tem, da bi pač naredil samomor, zaradi tega, ker mi je bilo pač toliko težko. Ker to ni bilo nekaj, kar sem jaz bil vajen
in predvsem težko mi je bilo, ker nisem mogel biti izražen po tem, kaj jaz sem. V bistvu si izgubil identiteto, ne? Izgubil si na nek način to, na kak način si sam sebe poznal, ne? Tako je. Jaz sem poznal sebe pač kot prijetnega človeka in pač normalnega, čeprav tudi to ne v resnici, ker sem v osnovni šoli pač bil res poseben, ampak ne zaradi tega, ker je z malo kaj narobe, ampak zato, ker imam močno razvito diskalkulijo in disleksijo, ker pač noben v resnici ni vedel takrat, jaz sem samo pač nisem bil dober, ne. Sem imel kar take rušilne momente v življenju, kjer se mi je večkrat zgodilo, da v resnici nisem vedel, kaj se dogaja z mano. Ampak največja stvar je, da s tem ni nič narobe. Kaj je bilo narobe, je to, da jaz nisem imel okolja v resnici, kjer bi jaz lahko bil ves čas to, kar sem pač rabil biti. In potem se ne rabiš ukvarjati s tem, kar ti si in kaj nisi, če pač deluješ v svoje biti, ne. Tako da je zelo, zelo pomembno pri, na primer, družinah, starših in tako, da otroka res podprejo v tem, kar je njemu pomembno. Pa tudi, če je samo faza ali pa ni faza. Mi nismo, a veš, starši bi mogli, jaz mislim, da bi se mogli zavedati, da niso bogovi. Sicer so, za otroka so bogovi, ampak v resnici pa se oni odločajo, se ne morejo odločati o tem, kar je otroku zares všeč. Lahko se odločajo, kako ga bojo vzgajali, pa katere morale bodo prisotne v vzgajanju. Ne morejo pa se odločiti, kaj bo otroku všeč v resnici, ker otroka je lahko nekaj všeč, lahko pa mu nekaj ni. In mislim, da je to tisti prostor, ki ga vsak otrok potrebuje, da je res svoboden na tem področju, ki ga zanima. Se pravi, da se mu omogoči v bistvu neko okolje, v katerem res lahko se svobodno raziskuje, ne? Ja. Sicer varno okolje, ne? Govorimo o varnem okolju. Zdaj lahko nekdo reče, a je varno okolje to za mojega otroka, ko bo star 16 let, 17 let, da spozna enega fanta, na primer, pa z njim raziskuje romantične momente, ne pa z žensko, ne. Pač jaz mislim, da varnost je vedno takrat, dokler ti ne poškoduješ nekoga. Fizično, a veš, in tako, se mi zdi, da pač in dokler ne škoduješ sebi z nekimi stvarmi, ki so neproduktivne za tvoje telo, v smislu drog in alkohola in tako. To se mi zdi osnovna varnost, ampak nekateri pa mislijo, da je varnost tudi to varovati nekoga tega, da pač ne bo gej, ne. To ni varnost. Ne, ravno zdaj si mi tako mogoče malo dal inspirativno misel v glavo, da je v bistvu varnost omogočimo otroku ali pa partnerju, ne, ali pa recimo prijatelju in sebi takrat, ko v bistvu smo pripravljeni človeka sprejeti takšnega, kot je, ne, torej tudi otroka, ne. Se pravi, to je tista, se mi zdi, varnost v sodobnem svetu, če so včasih varnost predstavljale, ne vem, da so pač moški branili družine pred divjimi zvermi, so danes te divje zveri, se mi zdi, ravno ti strahovi, ne, ki se zaradi vseh družbenih vzorcev, ki so v nas, pojavljajo že v bistvu v otrocih in tudi te travme vse. In če mi lahko pač omogočimo varno okolje v smislu, jaz te sprejemam v vsej tvoji rasti, razvoju, v tvojih željah, v tvojem spoznavanju sebe, tako kot si in tako kot boš, se mi zdi, da je to ta mehurček, ne. Si ti mogoče zato postal učitelj oziroma te je to peljalo, se pravi, je to neka vrsta poslanstvo pri tebi, da otrokom omogočaš to okolje? Ja, definitivno je moje poslanstvo, za katerega jaz nisem vedel. Moja ideja o tem, kaj jaz želim v življenju delati, je od rojstva, pa še do danes, to, da želim delati glasbo, da želim peti in da želim ustvarjati z glasbo. In pač seveda umetnostjo nasploh. Zato, da bi pa jaz bil učitelj, pa definitivno nisem vedel, zato ker jaz niti nisem končal šole, niti srednje šole nisem zaključil, zato ker nisem zmogel. Zato, ker meni je bilo tega preveč in noben me ni razumel, da jaz potrebujem drugo vrsto podpore pri tem učenju. A veš, jaz ne znam brati, jaz nisem znal učiti. Vse, kar sem si dejansko lahko zapomnil, je bilo to, da sem si zapomnil v šoli, torej preko sluha, a veš, res. In mogoče mi kdo ne verjame, ampak pač moja glava ne dela tako. Težko je razložiti, kako disleksija zgleda. Zgleda tako, kot da
poskušaš nekaj prebrati, hkrati pa so ti črke zelo podobne med seboj in pol v bistvu rabiš ti izbrati svoje misli, da prvo sploh ugotoviš, katere črke so, da jih lahko pol prebereš. Tako da, jaz sem imel potem občutek, da sem neinteligenten človek, da itak ne znam tega in da ne bom zmogel. In to je bila moja resnica, da je pač takrat nisem zmogel tega in si nisem tega niti želel. No, to je bil seveda pritisk, ne. Moja družina je vedela, jaz sem povedal, da ne bom naredil šole. Potem sem povedal, da sem gej, potem sem kar nekam se odselil, pač to je bilo čist preveč za eno družino, ko živi tako lepo na vasi in pač skrbi za to, kaj si bo Ali ste jih spockal, ne? Ja, precej je bilo zarukano, ampak zelo hvaležen sem svojim staršem. To je pa ena izmed največjih hvaležnosti, ki jih pač nosim do zdaj v svojem življenju, je pa to, da sem hvaležen svojim staršem, da so šli toliko čez svoje okvirje in toliko tega, kar so poznali, so spustili in jaz si nikoli v življenju v resnici ne bi prej mogel predstavljati, da moj oče, ki je zelo tak močno naravnan na pravila, no, in poznavanja. In nisem si predstavljal, da bo kdaj sprejel ta del mene, sploh, da bo kdaj kadarkoli sprejel mojega partnerja, da bo kadarkoli v bistvu to sprejeto. In ko si ti iskren, pa izhajaš iz sebe, pa postaneš zaradi tega samo še vedno boljši človek, je tudi v družini se v bistvu potem začelo to zelo lepo kazati in v roku parih let, ker seveda to je neko obdobje, ki traja, ne gre to od danes na jutri, da pa je že pol vse okej. Ampak preko parih let v bistvu smo z družino povezani bolj, kot sem kadarkoli prej bil. Vse zamere so šle, vse te zadeve o tem, kaj bi se drugi in kako naj bi se drugi predstavljali, so šle, zato ker je postalo bolj pomembno, kako se mi razumemo. In vse veš, če grem k svoji družini, več kaj mesec verjetno bi mi bilo težko biti tam, zaradi tega, ker pač, vsi imajo oni svoje okolje, jaz imam svoje okolje in grem rad, seveda grem rad. Spustiti je bilo treba, ne, marsikaj in spustiti nazaj, potem odpustiti in potem spustiti nazaj izključno in samo ljubezen, ne, njuno ljubezen do tebe in tudi tvojo ljubezen do njiju, ker na koncu najbrž tudi v prvih trenutkih, ko te nista mogla sprejeti, si tudi ti najbrž do njiju začutil mogoče kakšno blokado ali pa izdajo ali pa te občutke. Seveda, mislim, kaj se ti pa zdi logičnega, a veš? Zamisli si, da ti prideš v svoji družini, poveš, da pač nek del svojega, nek aspekt svojega življenja, ki je v bistvu tvoja identiteta, ne? In je zavrnjena. In ni sprejeta. Je tako, kot da v bistvu nisi dobil osnovne ljubezni v resnici, ne? Tako da, to je ena izmed težjih stvari, ki sem jih v življenju v resnici rabil se soočiti z njimi in ja, itak. Bolj posledično pa pride to, da v bistvu do sovraštva, zaradi tega, ker pač je preobrat, ker v bistvu ne moreš sprejeti, da te tvoja osnovna matična družina ne podpre. Pol žalost, seveda, zamera in to so vse občutki, ki so prišli v takem paketku s temi mojimi odločitvami, ne, da bom jaz dejansko povedal. In jaz sem se v bistvu tega zavedal, no, ker pač vse svojo družino približno poznaš, pa veš, kako bo reagirala. No. In jaz sem se tega zavedal, da bodo posledice tudi takšne. Zato sem tudi nekako vedel, da želim se bolj umakniti od tega. Zato sem šel v London in tam smo pa tudi nekako povezali se nazaj, zato ker smo starša sta očitno videla, da pač da delam stvari, še vedno, da sem človek, a veš, da ni se z mano nič konkretno spremenilo zaradi tega, ker sem pač priznal nek svoj del v življenju. In jaz se včasih hočem malo pošaliti, ne. To je tako, kot da, ne vem, zame, jaz to tako vidim. Meni to ni big deal, ne, jaz se s tem v redu počutim pa to, ne, ampak ko ti okolica naredi tak big deal, z tega pač moraš tako reagirati, ne. Tako, kot da bi jaz pač prišel domov, pa rekel svoji mami in patiju, od jutra naprej bom ginger. A veš, pa bi to bilo čisto, ne, sam to ne, samo oranžne lase da imeti, a veš. Včasih se pač pripravljam na ta zadev. Ja, ampak ravno zdaj, ko razlagaš, ne, se mi zdi, da v bistvu je ta odmik bil ena taka odrešitev za vas vse, ne. Se mi zdi, da
bi bilo težko to pod isto streho predelati. No? In pri tebi, in pri njih. Ne? Da je v bistvu pomembno, ko se nam zgodi ko se nam taka spoznanja, ko se ne počutimo sprejeti ob nekom, ali pa ko nas nekdo ne more, ker ne zmore prek nekih stvari sprejeti. Recimo tudi, če govorimo o odnosih, da sta dva partnera skupaj in da nekje zašteka in več ne morata se sprejeti v svojih resnicah, se mi zdi, da je ravno ta odmik ena tak najboljših stvari, no? Ker lahko tiš vsak na svoj otok in v bistvu Ljudje mislijo, da je odmik pobeg, ne? Pa ne vedno, ne? Pobeg je, kadar ti v resnici kadar ti nimaš namena se s tem več ukvarjati. V smislu, da te več to ne zanima. Pa še takrat lahko govorimo, da to ni pobeg, ampak je to neka odločitev, ki si se odločil zato, ker pač ne želiš življenju. Ne? Odmiki so vedno, se mi zdi, da zdrava zadeva. Tudi partnerstvo seveda zaradi tega, ker mi smo individualisti ljudje. Radi delamo, radi imamo svoj mir. Nekateri bolj, nekateri manj, ampak ostati brez te lastne osebne svobode je v bistvu precej težka stvar, s katero začnejo potem propadati lahko poznanstva, partnerstva in tako. V bistvu gre za spoštovanje prostora, ne? No, če se kaj dotakneva še malo v bistvu tega, da ti si sledil svojemu srcu s tem, ko si se omaknil, si sam sebi omogočil, da pravzaprav se najdeš in da v bistvu tudi delaš to, kar te veseli. Rekel si, da pač hočeš, da je glasba del tvojega življenja, da si pevec, da ustvarjaš v glasbi in v bistvu danes ne samo, da si pevec zelo odlične zasedbe Kabum, ki dela zelo dobro avtorsko glasbo v bistvu, ampak tudi si samostojno zdaj v projektu z Žaretom Pakom, če se ne motim, pripravljata projekt. Ja, pač jaz imam ogromno besedil, ogromno glasbe, ampak to je že nekako napisano, ne? To že izvaja Kabum, ki je tudi pač moj bil primaren band, ne? Ampak sem bolj ugotovil, da me kliče še nekaj več, da me kliče še v bistvu neko ustvarjanje izven tega. In ja, zdaj se dogaja besedila, se dogaja glasba in smo šele v bistvu v tem začetnem procesu ustvarjanja. Ampak se ful veselim tega, veselim se tega, da lahko ustvarjam. Tako da, ja, sedaj se je zaključilo nekaj projektov, tudi v šoli z glasbo in se veselim novih nastav. Ampak to je več tebe, recimo ti si bil tudi na Talentih, se spomnim in tebe je res užitek poslušati. Nazadnje sem, mislim, da poslušala tvoj koncert z balkona in je res vedno več se čuti ta neka tvoja srčnost not v glasbi, ta tvoja predanost, ta tvoja, čeprav najbrž, mislim, v neki fazi pač delaš to tudi za denar, ampak se pri tebi to nikoli ne čuti, ker je vedno na prvem mestu, da pač sebe izraziš in z vsem srcem pač se daš v to glasbo. Kaj bi ti rekel, da je v bistvu pomembno v življenju, ker se mi zdi, da ko nekdo doseže to točko, da lahko dela nekaj, kar ga veseli, svobodno, da lahko je to, kar je. Pač do tega so te pripeljali vzponi in padci, ne, definitivno, ampak kaj je tisto, kar je tebi služilo na tej poti ves čas, da si danes tu, kjer si? V bistvu gre za to, da se naučiš spoštovati sebe. In svoje želje, in svoje pravice, ali kako bi potem rekel, človeške. V to spadamo, da se nehaš kriviti te stvari, ki jih narediš, ali pa jih narediš narobe. Ogromno je takih stvari, ki jih moraš opustiti v bistvu. Včasih moraš tudi opustiti to, da vse veš o sebi, pa da vse veš o drugih. To so zadeve, ki jih rabiš pustiti. Primer, najbolj pomembna stvar, ki pa jo jaz vidim, je pa to, da vidiš dobro v ljudeh. Vsi imamo slabe stvari. Ni človeka, ko nima v sebi neke jeze ali pa grdote ali pa bi nekoga celo, prebutal in ne vem, mu zaželel najslabše v življenju. Pač ni človeka, ki se mu to ne zgodi. In preko sprejmeš, da pač si nek človek, ki ima ogromno različnih smeri, ogromno različnih feelingov, ogromno različnih nasproti. Eno od tega je, da si lahko kdaj ful vesel, kdaj pa si se res ne počutiš v redu. In da so to zadeve, ki jih sprejmeš in razumeš, da tako so.
Seveda si vsi želimo biti vedno bolj srečni, poznati bolj te občutke, ampak hkrati pa se moramo naučiti imeti ful radi tudi občutke, ki so težki. To, mislim, da je to tista stvar, da v bistvu življenje vidiš kot igro učenja, ne pa kot preživetveni boj. Wow. Kristjan, hvala ti, v bistvu s tem bova zaključila najin fajn podcast, ker je to zelo močno sporočilo in se mi zdi, da more obviseti v zraku pri ljudeh danes za cel dan, torej prejmite vse svoje barve, raziščite sebe v dobrem in slabem in pač vzljubite tako dobro kot slabo in zaupajte vase, da takšni kot ste mi bolj dobri. Kristjan, hvala ti za tvoj čas. Hvala tebi za to vabilo. Trenutko še naprej. Vam pa tudi, dragi poslušalci, lep ponedeljek. Ciao! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.